Ocenjevanje stila vožnje pa ni nekaj, kar bi si izmislili pri avtomobilnosti. Tudi novodobni trend avtomobilske industrije, kjer boste plačevali mesečno rento in potem izbirali, kakšen avto boste vozili, recimo poleti kabriolet, pozimi pa kakšnega terenca, nagrajuje tiste, ki vozite lepše. No, avtomobilska industrija je za ta nov način, nov koncept mobilnosti ali lastništva zainteresirana tudi zato, ker na ta način računa, da bo avtov še več. Se boš lahko recimo samo določil svoj mesečni znesek, recimo za avtomobilsko mobilnost sem pripravljen na mesec plačevati 500 evrov in lahko izbiram med 10 različnimi avtomobili različne blagovne znamke. Ampak pri Toyoti razmišljajo pa še korak naprej. Za svoj znesek boš lahko nagrajevan, če boš lepo vozil, in podobna aplikacija kot je Drive bo ocenjevala tvoj vozniški slog, in če bo ta lep, boš lahko v recimo mesečnem znesku 500 evrov izbiral več avtomobilov, boljše avtomobile, z njimi naredil še več kilometrov. No, poleg te Toyotine novosti pa poglejmo še, kaj je novega ta teden v avtomobilskem svetu. Čez slabih 14 dni bo svoja vrata odprl 89. ženevski avtomobilski salon, proizvajalci pa že dražijo z novostmi. Dve najpomembnejši bodo pripeljali Francozi. Videli bomo namreč novi generaciji Clio in 208. Omenili smo tudi že polavtonomnega Passata, a ogrevalno vlogo ima še bolj T-Roc R s 300 konjsko tehniko najmočnejšega Golfa. Audi draži z manjšim e-tronom, električno pa so razpoloženi tudi pri Hondi. Malega električnega novinca napoveduje koncept z zaslonom čez vso širino armaturne plošče. In s Hondo se preselimo na področje elektromobilnosti. Zadnji trend je, da avtomobilske znamke pospešeno iščejo pot do baterij. Poročali smo že, da je v ta namen Toyota ustanovila skupno podjetje s Panasonicom. Tesla je kupila proizvajalca baterij, Honda pa je zdaj sklenila dogovor z največjim kitajskim proizvajalcem Contemporary Amperex Technology. S tem dogovorom so si pri Hondi zagotovili dobavo baterij skupno kapaciteto okoli 56 gigavatnih ur do leta 2027. No, našo pozornost pa je ujel tudi prav poseben goseničar iz podjetja, ki se sicer ukvarja z visoko zmogljivimi električnimi avtomobili in med drugim svojo ekipo nastopa na prvenstvu Formule E. To je monaški Venturi, ki je izdelal električno raziskovalno vozilo za delo v ekstremnih razmerah. Gre za stroj, ki lahko deluje tudi pri temperaturah okoli 50 stopinj Celzija pod lediščem in s katerim se bodo lahko znanstveniki vozili tudi tam, kjer so se lahko do zdaj, zato da ne bi onesnaževali, gibali le peš. Pri Tesli pa se trudijo, da bi tudi onemogočili delo tatov. No, vsaj takšen je namen nadgradnje programske opreme pri modelu 3, ki med drugim prinaša možnost vklopa 4-mestne PIN kode za zagon avtomobila. Brexit še kar grozi, a sploh ne samo Britancem. Povsem jasno je tudi že, da manj dela ne bodo imeli le v otoških Nissanovih in Fordovih tovarnah. Brexit brez dogovora bo namreč pustil boleče posledice tudi na celini. Ugledni nemški inštitut za industrijske raziskave Halle IWH je namreč v znanstveni študiji ugotovil, da bi to samo v nemški avtomobilski industriji lahko prineslo izgubo 100.000 delovnih mest. Kaj pa avtonomna vožnja? Poročali smo že o Mercedesu, ki pomaha mladenki, podoben sistem je zdaj preizkusil tudi Ford. Zato, da bi ljudje mislili, da imajo opravka z avtonomnim avtomobilom, je bil voznik skrit v posebno prirejenem sedežu. Preizkusi so pokazali, da bi ljudje signalom na strehi lahko zaupali. Toda tekma za avtonomno vožnjo je draga in za proizvajalce popolna neznanka. Na slovenske ceste pa sta minuli teden zapeljala dva družinska avtomobila v precej neklasično družinski podobi. Novi, že 5. RAV4, se tako oblikovno precej odmika od terenske pojave prvega RAV-a iz 90-ih let. Njegova bistvena značilnost je seveda hibridni pogon, a hkrati RAV svojo pojavo tudi ni izključno ekološki. Ko smo pred več kot 20 leti lansirali prvo generacijo Priusa, ta ni bil poosebljanje lepote in vozne dinamike. Predvsem je želel sporočati to, da je trend pogona nastavljen v smer ekologije, manjše porabe goriva. Sčasoma so hibridna vozila postala tudi vozila, ki nudijo povišen užitek v sami vožnji. To so kupci, predvsem ko so enkrat izkusili vožnjo s hibridnim vozilom, ugotovili, potem je to kot snežna kepa. Najboljša priporočila prihajajo strani lastnikov hibridnih vozil, bolj kot strani nas prodajalcev.
Pomenljiva je bila tudi lokacija predstavitve. Asociacija, ki je podobna z RAV-om, je ta, da je RAV4 v preteklem letu bil najbolj prodajane SUV na svetu, tako kot je Postojnska jama najbolj obiskana naravna jama na svetu. Drugi neklasični družinski avto pa je Mercedes-Benz B. Zakaj ne klasičen? Zato, ker prav tako noče biti zgolj avto za mamice, naš rojak Robert Lešnik mu je tokrat namenil funkcijo sporočanja, da ga vozi dinamična mamica. Dizajn je res bolj dinamičen od predhodnika, verjamem pa, da zaradi te dinamičnosti ali pa povečane dinamičnosti ne bomo izgubili obstoječe strukture kupcev, ampak bomo kvečjemu pridobili nove kupce v smislu mladih družin. Družine pa želijo tudi varnost. Razred B je opremljen s praktično enakimi asistenčnimi paketi kot najprestižnejši razred S pri Mercedesu. Se pravi, da ponujamo tisto, kar družine še posebej cenijo. To je varnost v cestnem prometu, varnost ne samo potnikov v avtomobilu, ampak tudi ostalih udeležencev v cestnem prometu. Tudi ob odpiranju vrat vozila lahko dobimo opozorilni signal, da se nam od zadaj približuje kolesar. Se pravi, da res poskrbimo za vse udeležence. Zaključimo malce bolj dinamično. Po Alfi Stelvio, ki se je prva okitila z naslovom najhitrejšega med manjšimi luksuznimi športnimi terenci na Nürburgringu, in Mercedesu GLC, ki je njen rezultat še malce izboljšal, zdaj na vrh cilja BMW z modeloma X3M in X4M. Toyota pa se je poklonila britanski dirkaški tradiciji s posebno serijo modela GT86 v britansko-zeleni barvi karoserije ter platišči v bronasti barvi. To pa japonskemu športniku daje prav poseben šarm.